Zdravo! Dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Že ful dolgo nisem delala videa in danes je končno čas, ko sem se odločila, da bom posnela video. Trenutno imam izpitno obdobje in tudi snemam kao finals week, ampak imam zdaj 1 uro in bom posnela video, ker rabim malo pauze. In danes sem izpite, tako da tukaj danes bom odgovarjala na nekaj vprašanj. Malo vam povzela, kje sem bila, zakaj me ni bilo in pač vse te stvari, tako da pač, če vas to zanima, nadaljujte z gledanjem. Prvo najbolj pogosto vprašanje je itak, kdaj bo true crime, in ga bom kar na začetku odgovorila, ker vem, da ste nisem zato tukaj. True crime pride najverjetneje februarja, ko sem dansko konec za izpiti in bom imela čas nekaj raziskovati. Zakaj me ni bilo? Nisem si vzela glih pauzo, oziroma nenamerno pauzo, ker pač načeloma, če ne veste, hodim na faks, hodim na FDV družbene vede, tržne komunikacije in odnosi z javnostmi. In imam načeloma dopoldne večinoma faks, popoldne takoj ob 3 pa jaz delam in pač dejansko ni bilo vmes časa in potem časa, da bi snemala. Tudi med vikendi sem načeloma delala in sem pač toliko delala, da sploh ni bilo časa še snemat. Zraven pa še itak, poleg službe, ki jo pač imam študentskega dela, pomagam še dela spini. Z njihovimi slikami in te stvari, pač ko nisem bila tam, sem bila pa pač še pri dela spini in res ni bilo časa, res smo imeli ful dosti na faksu, tako da pač enostavno ni bilo časa. Ni bilo zdaj ono namernoma, da jaz nočem snemat. Meni je YouTube vedno bil zabaven, pač vedno je bil to moj načrt to delati, že odkar sem začela, ampak je pa pač res, da mi je trenutno bila prioriteta faks. Ne dejanska prioriteta, ampak vedela sem, da to moram narediti prej kot pač video. Pa pač delo, ker si moram plačati in žal jaz z YouTubeom ne služim, niti ne iščem ful nekega dela prek YouTubea, ker pač nimam časa. Po eni strani bi včasih bila najrajš vse pustila, ne hodila na faks nekaj časa in delala sam za YouTube in probala pač živeti od YouTubea, ampak po drugi strani pa pač vem, da trenutno še hočem hoditi na faks, tako da je ful tak. Torej, kje sem trenutno? Preselila sem se, zdaj sem že menjala 2 stanovanja in to je zdaj 3. stanovanje, v katerem sem. Trenutno živim sestrično in mi je ful fajn, ker pač mi je ful fajn, ker sem z nekom, ki ga poznam, ki mi je udobno, ki se več poznama in je res ful vrejo zaenkrat in verjetno bom še nekaj časa tukaj ostala, če bo vse po sreči. In tudi vprašanje, kdo je zdaj tvoja najljubša roommate-ka ever? Moja sestrična. Ali živiš čisto sama v Ljubljani in ali hodiš domov oziroma kako hodiš domov? Torej, kot sem rekla, živim sestrično, hodim domov ful redko zadnje čase, sploh pravim zaradi faksa in dela, ampak recimo grem domov enkrat na mesec, domov pa grem včasih z vlakom ali pa s prevozi, večino sem hodila s prevozi, ampak imam toliko groznih zgodb s prevozov, da bi lahko naredila video na to temo in če pač zdaj toliko redko, ko grem domov, grem raje z vlakom, ker pač onim hitrim, ker je pač v 2 urah mi ni toliko bad, pa ne rabim se obadati z ničem, ne rabim se obadati z ljudmi, z zastoji, z nesrečami in se sam pač peleš. Tako da, če ne doskrat hodiš domov, se splača hoditi je meni osebno boljše z vlakom, če pa hodiš res vsak vikend domov, pa pač je dražje vlak, razen če imaš neke one vozovnice, to pa ne vem, ampak jaz definitivno bolj priporočam kot prevozi, ker nikoli ne veš, koga boš dobil. Kje se učiš, kam želiš iti po učenju, verjetno po faksu, in pa katero službo imam zraven. Zdaj, kje se učim? Učim se doma. Nekaj časa sem se v knjižnici, ampak pač to je preveč za mene, tako da se doma načeloma učim. Od FDV knjižnica mi je ful cute, da sem bila večkrat tam, ker mi je pač cute, ampak that's not me, to da se doma učim. Kaj bom po faksu? Po diplomi bom najverjetneje delala še magisterij, razen če bi pač res najdla neko službo že zdaj in jo skozi delala zraven in pač bi bila potem mi čisto ok plača, kakorkoli, da ne bi rabila magisterija od njih. Zaradi tega, ker pač po eni strani imam tak 2 mišljenji, da pač ja, rabiš faks, ampak po drugi strani se pogovarjam z ljudmi, ki imajo faks in pač vem, kaj ki faks imajo in delajo čisto neke druge stvari in mi je pač tak. Ne vem, po eni strani se mi zdi, da eni hodimo na faks zaradi tega, da imaš diplomo, ne zaradi tega, da se kaj naučiš, ker pač ogromno stvari, ki jih mi osebno delamo in ko jih delamo na drugih faksih, se jih lahko naučiš ti na internetu. Pač se pravim, ti se skoraj vse naučiš sam na internetu, ampak pač je to neka formalnost, da imaš ti diplomo ali pa magisterij, kljub temu, da je nekdo recimo ful bolj sposoben, kot pa nekdo, ki ima magisterij. Sem zaradi tega, ker pač imaš teorijo, ne pomeni, da boš ti to znal v praksi delati. Zdaj, glede na to, kaj študiram, pač jaz ful dosti vem, kako se ureja, kako se dela v YouTube videi, te stvari in pač
ja, lahko se to učiš, ampak jaz to delam. Pač, če razumete, kaj mislim. Meni osebno, zato sem še vedno na faksu, ker se mi zdi, da ga po eni strani rabim, ker vseeno se mi zdi, da bo mi dal neko podlago, pa pač dejansko glizer tega, da mi ima diplomo. Dobesedno zaradi to. Pač, jaz trenutno se na faksu nisem zdaj kaj tak norega naučila v smislu marketinga in odnosov z javnostmi zaenkrat. Ampak nisem še niti konec, pa nimam še magisterija, pa nič, ampak pač sam pravim. Se mi zdi, da se jih največ naučiš s prakso in ko dejansko delaš stvari. Ja, imam študentsko delo, ne bom vedela kje, ker pač se mi zdi nepotrebno, eni že tako vete, ampak pač ne bom javno govorila, kje delam, ker ja. Kaj je tvoj največji cilj v življenju? Moj največji cilj v življenju je biti srečna in ja, srečna v vsem, kaj delam, v življenju, v službi, karkoli in pač imeti dejansko biti dovolj finančno stabilna, da pač lahko živim na tak način, kot živim zdaj, I guess. Pač malo bolj brezskrbno, da ne rabim zares skozi gledati vsak cent. To me tudi dosti sprašujete, kako jaz to vse pač si plačam. Če še niste ugotovili, 100 vprašanj delam in delam pač dosti, glede na to, da vseeno imam faks, pač jaz sem med faksom delala vsak dan popoldne in še vikende, ta 7 dni na teden ali nekaj tajega. In je pač, bilo naporno, ampak sem si pač našparala toliko denarja, sem našla tudi na potovanje, pa da si lahko pač stvari normalno kupim, zato pač delam, lahko bi bila doma, lahko bi se spočila, ampak pač nisem tak tip človeka in pa nisem je biti ful fajn doma, ampak hočem se to kupiti in se mi zdi glupo, da bi jaz mojima staršima gušala, da mi morata dava denar in pač vse te stvari, če lahko sama delam in pokrijem vse, kaj potrebujem. Ampak itak mi mama pač pomaga mi včasih neke stvari, hrano kupi ali pa mi pač plača račun za naročnino telefona ali kaj tajega. Tako da ja. Kaj ti je najbolj všeč pri fantih? Jaz bom odgovorila na splošno, kaj mi je najbolj všeč pri ljudeh, ker pač ne vem, kakem smislu je to bilo mišljeno. Meni je najbolj všeč vedno iskrenost ljudi in pač prijaznost, zaradi tega, ker se mi zdi, da najdlje lahko prideš z ljudmi, če se pač zaupaš oziroma zaupaš človeku in da si iskren, pač da se ni nekih spletkari, whatever, in pa pač da so prijazni do tebe, do drugega človeka. Ok, tu imam zdaj eno vprašanje, katerega sem vedela, da bo pač prišlo, oziroma več jih je. Torej, v bistvu je na to, zakaj smo šla na razen s pač bivšim fantom. To vprašanje je ful dolgo pisalo je, joj, upam, da ne bo preveč osebno. Če je, ti ni treba odgovarjati, kako iz dolge zveze, kako ga preboleti, kako sploh veš, da je prav, da končaš in pa obžaluješ, kdaj, vprašaj, ali si se pravilno odločila, bla bla bla. To je zelo tako, ne mislim bla 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 človeku, pač dolgo vprašanje in sam gledam. Torej, bom šla kaj po vrsti, kako iz dolge zveze, pač vsaka zveza, sploh ko je daljša, ni lahko, nikoli ne bo. To je zdaj ful odvisno, zakaj se gre. Jaz osebno sem imela do zdaj enega fanta, oziroma zdaj imam še novega. Tako da nimam ful nekih izkušenj z razhodi, ampak ful tako mi je grozno. Jaz sem govorila o moji osebni, točno kaj je bilo, kaj takega, pa če ste prišli po to, ne bo tukaj, ker pač se mi ne zdi primerno že zaradi druge osebe. Ampak pač midva smo bila skupaj tako skoraj 4 leta in je tako ful težko govoriti, tako malo mi je, in pač smo tudi živela skupaj in poleg tega je pač, je težko, če greš z nekom na razen, sploh, če greš na razen na podobne okoliščine, ko sem jaz šla, ali kaj tajega, ko pač se načeloma skregaš, ali pa nekdo nekoga prevara, ali kaj tajega, ampak pač se nekako odločiš, da pač bi bilo boljše, če nisi skupaj, zaradi pač neke nekompatibilnosti v eni smeri ali drugi. In pač to je najtežje zaradi tega, ker pač potem, ko greš na razen, glavnem, sploh če z nekom tudi živiš, pač mi sem skupaj živela in je bil tudi moj najboljši prijatelj in pač se navežeš na človeka itak. Jaz sem ful sentimentalni in čustven človek, to če zdaj mi gre na jok, ok, sem vam vse odgovorila, ni bad. Ja, teda pač meni je bilo najtežje dejstvo, oziroma mi še je včasih tako grozno, da pač nikoli več se ne bom jaz tako družila z njima kakorkoli. Tako da najtežje je dejansko
sprocesirati dejstvo, da več tega človeka ne boš videl, sploh pač, če se dansko vrejo razumeš, sicer se pogovoriš z osebo, prosiš starše za nasvet, prijatelje, kakorkoli, ampak pač nikoli ne bo lahko, ampak pač gre skozi to. Ni pa lahko, nikoli ne bo lahko. Potem druga, kako ga preboleti. To je pač čisto odvisno, kak tebi najbolj paše, kaj tebi najbolj paše, ali se jočeš cele dneve, ali se družiš z ljudmi, ali se zamotiš, pač jaz osebno sem itak skozi delala. Pri moji situaciji je tudi malo drugače, mi na koncu več nisma toliko skupaj živela, ker ne bom šla preveč doma, pač je on bil tudi nekje druge. Pri nama je v bistvu tudi tako bilo, da smo že enkrat prej razmišljali, da bi šla narazen, ampak takrat pač jaz osebno nisem niti pripravljena na to in je bolj kot ne on ostal z mano. Kaj je to grozno. In pač je potem minilo kar nekaj časa, več kot pol leta, in potem je spet pač prišlo do tega, da bi moče šla narazen, jaz spet ne. In pač potem je pa bilo to, da nisem več toliko skupaj živela in pač je bilo poletje, jaz sem ful delala in sem pač tak, jaz ne vem, če lahko to, ker pač sicer sem se bila ful vrejo razumela, vse to je fora, pač jaz sem se ful vrejo razumela in mislim, jaz govorim se z mojih izkušenj, pač jaz sem ga vedno imela rada, pa ga vedno bom imela rada, pa mu želim samo najboljše. Ampak jaz na koncu, pač, ko smo že hotela iti narazen, mislim, ko smo šla narazen, jaz več nisem bila tako zaljubljena, glih zaradi tega, ker je že prišlo do tega, da smo že enkrat hotela iti narazen. In pač, ko je prvič prišlo do tega, da bi moja oče šla narazen, takrat je meni najbolj se zlomilo srce ali kakorkoli. In pač jaz sem takrat imela ful težko obdobje. Sploh ne vem, če bom pol to vse vedel, kljub temu smo skupaj živela, ker vseeno pač smo imela različne sketchbole ali kakorkoli. Jaz sem se meni je bilo ful skrbno, pač sem se ful jokala, mi je bilo grozno vse skupaj delati, ampak pač jaz nisem tega povedala in pač jaz nikoli nisem mogla iti čez to, da smo hotela iti narazen. In pač od tega sem začela počasi oddaljevati, da prej sem šla narazen, se mi zdi, da sem jaz nekako že malo ga prebolela, ampak nikoli na čisto, pač jaz mislim, da nikoli, pač meni je najtežje to v bistvu preboleti, da pač nikoli, fuck. Ful se da nočem jokati tukaj, ker nočem narobnega sporočila, pač jaz sem ful čustven človek. Ja, pač bad mi je, pač vedno, no mi vedno bad, ampak pač zdaj mi je bad, pa pač mi bo bad, da nikoli več nam ne skupaj bila, ampak bila prijatelja, kakorkoli. Ker pač to je fora, te moderne zveze, whatever, pač samo zato je, kao ne moreš biti prijatelj z bivšim, pa sej razumem z ene strani, ampak pač, če ti človeka preboliš na zdrav način in veš, da nočeš biti s to osebo skupaj, ker pač pri nama je bilo to, pač mi dva genialni stvari pač nismo kompatibilna in that's that. Kar pomeni, da pač jaz sem šla skozi to, prek tega, res jaz sem bila na nekaj pogovarjama, da upam samo, da on brejo pa vse, ker pač, še tu je drugo vprašanje, jaz sem zdaj fanta in sem z njim ful srečna in on pač itak to vse ve, kakorkoli, in jaz nikoli ne na svojega bivšega pogrešam na način, da bi bila z njim skupaj v zvezi, ker pač vem, da pač žal ni šlo, ampak ga pogrešam tako kot pač človeka v mojem življenju, ker Sana je ful vrejo človek. Tam je samo pač bad, ker imaš toliko neke zgodovine in pol pač človeka več ne vidiš. Ampak pač razumem, zakaj je to tako, ker jaz nočem, da bi nekomu bilo težko, ampak pač jaz sem taki tip človeka, da jaz po mojem bi lahko bila v prijateljskih odnosih. Zdaj ne tako, da bi se vsak dan videla, ampak sem tako, da pač vsak daj pozdraviš, greš na kavo, kaj tajega. Glih zaradi tega, ker pač meni zdi, da sem jaz na nek zdrav način to prebolela, tako pač imam jaz v glavi. Torej, kako sploh veš, da je prav, da končaš. Pač, ne vem, se mi zdi, da nikoli ne boš vedel 100%, dokler se to nam zgodi. Jaz sem v glavi bila pripravljena na to, sem se pač pripravila, sem pač vedela, da hočem zdaj pač iti narazen. Pol, ko smo šla, je itak pač bilo grozno, ker pač je grozno, vse pravi, ko si na človeka navezan, tudi če več nisi ful zaljubljen, kakorkoli, še vedno imaš ti rad človeka, ne, če se nas skregaš. Tako pač, to je bilo malo težko se bilo navaditi, ker sem samo šla beg. Ampak mislim, da sem mogla v tistem headspaceu, da ful si nisem dala preveč razmišljati. Ampak ja, ne vem, oziroma ne,
Jaz sem premislila to stvar milijonkrat, cele noči, jaz sem se skozi jokala, ker sem bila pripravljena na to, da se to bo zgodilo in pač je meni bilo ful grozno, ker pač je bil moj prvi fant, sem ga še vedno imela ful rada, ne? A pač ne moreš ti biti sam z nekom iz prijateljskih odnosov in pač sva že tako hotela iti prej enkrat na razen, oziroma jaz sem to hotela iti pol na razen proti koncu, v glavnem, mislim, takrat, ko sem šla. Tako da ja, zdaj ful ramblam, upam, da bo to makalo sense. Zadnjo vprašanje od teh pa je še bilo, obžaluješ zdaj, Vejca? Po mojem, če razmišljam, če sem se prav odločila. Ne obžalujem, ne obžalujem, da sem šla na razen, pa ne obžalujem najine zveze, nikoli, pač tega ne bi spremenila. Ne pa nikoli obžalujem, zaradi tega, ker sem zdaj trenutno tukaj, kjer sem srečna. Imam tudi enega človeka v življenju, ki nikoli nisem mislila, da se bo to zgodilo tako, kot se je, ker pač jaz sem načeloma dobila fanta tudi dokaj hitro in zato se mi zdi, včasih mi je še, gre bolj tak mi je hudo in gre na jok, ker se počutim tako krivo, ampak sem pač spoznala drugega človeka ful hitro potem in pač sem ful srečna s njim in mi je ful fajn, ampak se počutim tako krivo zaradi tega, ampak ne pa nič obžalujem. Sam krivo se počutim, kljub temu, da smo šla na razen, kljub temu, da je razlog, da smo šla na razen, da je že on enkrat prej hotel iti na razen, ampak vseeno, jaz se pač v glavi krivo počutim. Mislim, sploh na začetku, zdaj pač mi je že tak, pač je, kak je. Tako da, ja. Vprašanje, torej, če imam fanta, ja, ga imam, ga ne poznate, ga še nekaj časa ne boste poznali, verjetno, mogoče, ne vem, pač, jaz ne tak stvari skrivam, meni je vse eno, meni je samo od druge osebe odvisno, pač če druga oseba hoče biti v videih, bo v videih, če pač ni to najbolj, pač ne bo. Teda ja, zdaj imam fanta, sem zelo srečna, obžalujem pa ne nič. Kaj so moji najljubši dogodek v mojem življenju? Težko bi rekla točno en dogodek, ampak se tako pravim, pač najljubši stvari so se dogajale zdaj v zadnjem parih mesecih, pač na Škotsko sem šla, pa tudi prejšnja leta, ko sem šla na Švedsko, pa z bivšim fantom so bili eni dnevi pač itak ful vrejo, zaradi tega, ker pač logično, tak so zveze. Ko sem bila mala, sem imela ful lepe dogodke, pač jaz ne morem reči samo en trenutek, ampak overall je pač dosti lepih stvari, ki so se zgodile in si bom jih vedno zapomnila. Kaj misliš o tem TikTok pomišljaj fake ogledi? Ne vem, to pojma nimam, kaj je to. TikTok gledam zadnje čase in pač ga gledam par ur, ker to ful hitro mine. Nad enimi sem totalno zgrožena, ne vem, kaj se dogaja, eni so ful smešni, eni naši slovenski so meni sam tak, malo tak neudobno mi je za ljudi, ki delajo ene stvari. Eni so mi ful smešni, Jaka Dolinšek se mi zdi, da naredil enega, pa mi je bil ful smešen. Bom tukaj je dala, pač tam je bil ful smešen. Ampak ja, pač nimam nič proti, pač snemaj se, delaj kaj češ, samo ne škod, dokaj ne škoduješ ljudem, je okej. Mnenje o motnjah hranjenja, depresiji, rezanju, psihiatriji in vse to, sorry, pač ne vem, kako mišljenje je ljudje, ki imajo psihične motnje, težave s hranjenjem, kaj tajega, se mi zdi, da pač si morajo poiskati pomoč pri zdravniku. Če se reže, če se pač škodujejo sami sebi sploh, ker pač to mi je najbolj grozna stvar na splošno, ker jaz osebno pač ne razumem tega, ker pač ne vem, ampak to ne pomeni, da, mislim, meni je ful grozno, da se ljudje režejo, pa pač da imajo motnje hranjena, ampak to rezanje, da najbolj razumem, mi je tako težko, ne znam si vesela, da bi, jaz sem se doskrat slab čudila, pa sem pač nekako imela, zdravnica mi je kao rekla, da sem malo depresivna, pač jaz sem bila ful bolana in mi je bilo, mene vse skozi bolelo, ampak nikoli nisem, ne vem kako to deluje, ne vem kaj bi pri temu rekla, ker jaz nisem specialist in težko rečem, če imate kakršnekoli težave, prosim si poiščite pomoč, druga ne morem reči. Ampak pač jaz si ne znam predstavljati, imam motnja hranjena, kar se tiče anoreksije, ker pač imam preveč rada hrana, a razumem pa, da imam pač isto, ko je fora prenajedanja, kakorkoli, ker pač, ampak ja, to je ful zakomplicirano. Ampak pač, če jih imate, definitivno, pač povejte doma, povejte zdravnikom, pač najde si pomoč, ker ko enkrat tako daleč si sam težko pomagaš, ker če se ti v glavi nekaj
sorry, prekinila me, da če se ti v glavi prepričaš, da ne smeš jesti ali da moraš bruhati po hrani ali kajkoli, si težko sam pomagaš, če si ti enkrat prepričan v to, da pač je to dobro za tebe. Tako da, prosim, pomagajte si. Kdaj si prvič zaljubila oziroma si imela fanta? Prvega fanta sem jaz imela pri 17. 16. 17. Mislim, da sem 17 stara. 17, ja, sorry, 17. Prvič sem se pa zaljubila, tisto puppy love, whatever, v osnovni šoli. Ampak pač to je tako smešno. Ko zdaj gledaš te male, pa se tako malo zaljubili so. Samo pač, ko si bil ti mali, pa se spomniš tega, jaz sem imela ful rada tisto osebo, ful. Pač nisem imela nikoli skupaj z njim. Ampak pač, meni se zdi, da ni važno, koliko si star, se zaljubiš, ko si mali, ker najbolj mi gre na živce, ko nekdo reče, si si še mlad, pač kaj ima zdaj to veze? Ti imaš nekoga rad, pa vseeno, si star 12, pa si star 26, pač, what? Mi je pač tako smešno, sam pač ja, ko si mlajši, je drugače itak, ker pač, ko si v osnovni šoli, zdaj ne tam neke ful ljubčka, kakorkoli, mislim, saj pač jaz nisem in se ne bi, teda prvega fanta sem ja pri 17. Pogrešala sem te, wow, cute, jaz sem vas tudi pogrešala, jaz sem ful pogrešala snemanje, zdaj sem mojih malo čit, ker že pol ure to snemam. Kje si bila tako dolgo in kakšni so tvoji plani za naprej? Torej, to sem že prej odgovorila, moji plani za naprej pa so, ful bi rada se bolj posvetila spet YouTube in ga pač dejansko probala delati, ker ja, dejansko je ful dosti Slovencev, ki tudi služijo s tem in pač delajo prek tega in pač maybe bi jaz tudi lahko, samo se mi zdi, da se nikoli ful poglobim v to in ker jaz delam YouTube s hobijem, ker pač mi je to zabavno. Imam še zraven faks, torej zdaj trenutno bi se rada fokusirala na YouTube in pa nekaj bi rada izdala in naredila, pa pač ne bom govorila, ker ne vem, če bo to šlo skozi, ampak pač imam eno idejo že ful dolgo, ki bi jo ful rada naredila, ampak pač nimam SP-ja in ne morem vse sama in bi ful rada, in ful rabim pomoč v bistvu, teda to zdaj iščem, ja. Teda ja, to mislim, da je to. Upam, da vam je bil video dokaj zanimiv, upam, da sem odgovorila na vprašanja. Če vam je bil, ga lajkajte, ne pozajte se naročiti, pa lahko me followate na Instagramu, ker pač sem ful blizu 10.000 naročnikov že tak pol leta in da bi lahko imam swipe up opcijo. Drugače pa, ja, se vidimo čez par dni, ker bom objavila to, kako se učim. Teda, če vas to zanima, ker sem ful navdušena nad tem vlogom, pač meni je to ful cool in upam, da bo vam cool gledati, kaj jaz delam med faksom in pač kako se učim in te stvari, ker pač meni je to ful zabavno gledati in upam, da vam zabavno gledati, da lahko to delam. Adje. Oh, Krisa.